Lep dober večer, spoštovane in spoštovani, dragi gostje, ki ste nas obiskali tukaj na tem prečudovitem posestvu na Goričkem, v Marofu, vinski kleti. Tokrat prvič, a ne zadnjič, se naša debata, Beletrina, že 7. po vrsti, seli ven med ljudi iz prestolnice. Hvala vsem, ki ste prišli, ki ste tukaj z nami, in z vami bova vaša gostitelja, bova Valentina Plaskan in Nejc Krevs. Hvala tudi vsem tistim, ki nas spremljate digitalno. Povabljeni ste, da nam zastavite vprašanja na našem YouTube kanalu Beletrina. In povabljeni tudi, da naše sogovornike, tudi tisti, ki ste tukaj z nami, vprašate kakšno vprašanje, če se vam karkoli poraja. Ukinitev Ruskega centra za znanost in kulturo v Ljubljani, množične prekinitve sodelovanja z ruskimi baletniki in glasbeniki, celo prepoved nastopa ruskega izvajalca na festivalu Eurosong, festivalu, ki je bil praktično do zdaj znan po svoji apolitičnosti. Vojna v Ukrajini, tokrat bo naša tema skozi kaleidoskop, prizmo znanosti in kulture. So ruski kulturniki žrtve Putinovega režima ali pa je izgon, takšen, ki ga gledamo, upravičen? Dotaknili se bomo tudi aktualnih razmer v Ukrajini, kaj sploh je ukrajinska kultura in kdo je Ukrajinec 21. stoletja. Prav lepo pozdravljam našega prvega gostja, pisatelja Vlada Žabota. Lepo pozdravljeni. Na moji levi pa je dr. Evgenij Gorešnik, ukrajinski znanstvenik z Inštituta Jožef Štefan. Naj ob tem le še dodam, da je naš gost Blaž Podlesnik, predavatelj na katedri za rusko književnost Ljubljanske filozofske fakultete, se nam upravičil, zamuja zaradi zastoja na cesti. Se nam bo pa iz Dubaja oglasila tudi dopisnica RTV Slovenija Karmen Šveg. Lep dober večer, še enkrat sem skupaj, dragi gostje, spoštovani gledalci. Zaščita določene kulture ne zahteva zaničevanja ali nespoštovanja drugih kultur, so modre misli ameriškega borca mehiških korenin za državljanske pravice Cezarja Chaveza. Se vam zdijo v luči tako enotnih sankcij Evrope tudi proti ruskim kulturnikom te besede upravičene oziroma ali danes živijo, gospod Gorešnik? Zaenkrat hočem povedati, da meni je res žalostno, kako majhno število Rusov nasprotuje tisti vojni. Res lahko preštejemo, da to je bard Andrej Makarevič, da to je igralka Lija Ahedžakova, da to je znanstvenik Mihail Gelfand. Na nasprotni strani pa ogromno Rusov, tudi režiseri, znanstveniki, tisti, ki jasno, nedvomno pa odločno podpirajo vojno. V tistem primeru jaz bi rekel, da tiste osebe samo zase odločajo odklop od civiliziranega sveta. Najbolj znan primer seveda to je operna pevka Anna Netrebko, kateri ponudili obsoditi rusko agresijo v Ukrajini. Ona je odgovorila ne, pa tako je bila odpuščena iz Metropolitan Opera na Združenih državah. To je bila njena odločitev. To je bila njena ideologija, podpora tiste nesramne vojne. Torej se vam zdi takšna sankcija upravičena v tem primeru, gospod Gorešnik? Nažalost, kot sem rekel, veliko Rusov samostojno odločajo za podporo vojne. Tisti, ki podpirajo vojno, pa jaz bi hotel reči, da pogosto gre ne za vojno, pa za ubijanje, pa za poboj civilistov, pa otrok. Tistih, ki to pobirajo, ja, proti takšnih sankcij so upravičene. Nočem uporabiti beseda ljudi. Gospod Žabot, morda je dovolj, da kulturniki se oprejo režimu Putina, je dovolj, da se združeno povezujejo in rečejo stop nasilju, agresiji nad Ukrajino? Jaz bom seveda z drugega vzornega kota gledal, nekoliko širšega. Seveda je to, kar se dogaja med Rusijo in Ukrajino, nekaj groznega, ampak kakršnakoli slovanska vzajemnost je skozi zgodovino zelo krvavi mit, na žalost. Nekako velja, sad se ljubimo, sad se koljemo. In to neko prekletstvo, bom rekel, na slovanski tej vzajemnosti, na
slovanskih narodov, 13 držav slovanskih, je pravzaprav dosti krat spodbujano strani Germanov, Romanov in drugih. Namreč Slovani so se iz 5. 6. stoletja začeli izseljevati iz tistega bazena med Bugom, Dneprom, Dnestrom in Vislo in v zgolj 200 do 300 letih napolnili cel bazen od Baltika do Črnega morja, od Urala do Jadrana. To je bilo na nek način politični alarm za druge, za Franke, za Germane in tako naprej. In že takrat so z Madžari, z madžarsko akcijo pravzaprav poskušali razbiti Slovane. No in potem se je ta politika pravzaprav nadaljevala. Seveda, ko pa gre za kulturo v odnosu do politike, pa so stvari še globlje. Politika brez ustvarjalnosti človeške, duhovne, brez pesništva v širšem pomenu besede pravzaprav ni nič. Tudi vojska ni nič. Tudi religije niso nič. Ker enostavno na knjigah, na pesništvu so vzpostavljene naše religije in so vzpostavljene neke norme etične, civilizacijske in tako naprej. Tako da jaz a priori ne bi kot kulturnik, seveda, po eni strani pravim, je ta vojna grozljiva stvar, ampak jaz mislim, da kulturniki moramo znati presegati politiko, moramo znati presegati te neke konflikte, tudi še tako krvave, in na nek način s kulturo presegati to barbarstvo. Zato se jaz zavzemam. In na nek način to preseganje meja je tudi v znanosti, vendarle znanost in kultura govorita jezika, ki sta nad temi, oziroma bi morala biti. Gospod Gorešnik, kmalu po začetku vojne je spregovoril tudi ruski znanstvenik, molekularni biolog in bioinformatik, dr. Mihail Gelfand, in opozoril, da bo izključitev ruskih znanstvenikov iz svetovne skupnosti koristila prav režimu, ki se mu tudi sami upirajo. Se vi z njimi strinjate? Prvo moram povedati, da jaz osebno nisem bil na ruskih univerzah že več kot 30 let, tako da dejanskega stanja v ruskem znanstvu ne poznam. Tiste izjave Mihaila Gelfanda nisem bral pa njegovo intervju o tem, da v Rusiji kmalu bo ustavljena vse eksperimentalne raziskave, ker skoraj celotna raziskovalna oprema prihaja iz tujine. Rezervne dele tudi prihajajo iz tujine. Še ene statistične številke. Leta 2012 Rusiji so zapustili 220 doktorjev znanosti. Leta 2018 že 450. Po začetku vojne, v bistvu po začetku vroče faze vojne, ker vojna se je začela leta 2014. Po začetku vroče faze vojne, 24. februarja, odtok možganov iz Rusije je postal tako ogromen, da ga primerjajo s odtokom po razpadu Sovjetske zveze v začetku 90-ih let. Tako da, kako bo putinski režim koristil ta odtok, jaz ne razumem. Ampak kaj bo s temi znanstveniki? S temi ljudmi, ki konec koncev ne podpirajo tega režima, vendarle so se pa znašli v primežu, pa ne morejo mogoče tudi oditi? Tako kot jaz vidim, tisti, ki že imeli vzpostavljene stike s tujimi raziskovalnimi centri, s tujimi univerzi, verjetno bodo poskusili iti iz Rusije pa najti zaposlitev v tujini. Gospod Gorešnik, morda še eno vprašanje. Smo na kraju, živimo, kjer pravzaprav Prekmurci dobro vedo, kaj pomeni ščititi lastno kulturo. Kako bi to preslikali na Ukrajince? Kako zahtevno je pravzaprav ščititi kulturo Ukrajine? Ukrajinci to zelo dobro poznajo. Če jo upoštevamo, že od leta 1654, takrat, ko
Ukrajina je imela težko izbiro. Z juga je vedno napadala Turčija, z zahodu Poljska in Ukrajina takrat je odločila, da združiti z Rusijo. Manj kot čez 100 let, že leta 1720, je bila prva prepoved ukrajinščine. Car Petr I je prepovedal tiskanje ukrajinskih knjig. To je bila prva, ampak niti ni zadnja prepoved. Potem so bili prepoved ukrajinščine v najstarejši ukrajinski univerzi, Kijevo-Mogiljanske akademiji. Potem je bil tako imenovan Valujevski cirkular, to je bila skoraj totalna prepoved ukrajinščine in v šolah, in v cerkvi, in najpomembnejše, uvoz ukrajinskih knjig. Ker takrat del Ukrajine je bil v Avstro-Ogrski imperiji, moje mesto Lvov je bilo v isti državi kot Ljubljana, v Avstro-Ogrski, pa takrat v Avstro-Ogrski je bilo možno uporaba ukrajinščine pa tiskanje ukrajinskih knjig. Ampak Valujevski cirkular prepovedal tudi uvoz tistih knjig. Po letu 1945, po koncu druge svetovne vojne, tudi je bila prepovedana grško-katoliška cerkev, ki je, jaz bi rekel, glavna cerkev na zahodu Ukrajine. Tako da Ukrajinci zelo dobro znajo, kako pomeni braniti svoj jezik, svojo kulturo, svojo cerkev. In to se je zdaj tudi izkazalo in tudi gospod Gospod Žabot. Žabot, kako znamo mi, Slovenci, svojo kulturo ohranjati? Ja, Slovenija je tako majhen del slovanstva na interaktivnem stiku germanskih, romanskih, slovanskih in ogrofinskih kultur. Se pravi, največjih evropskih kultur. In če rečemo, Ukrajincev je recimo čez 40 milijonov, ne točno koliko, 44 ali koliko, Slovencev 2 milijona. Ne? In Slovenija je v zadnjih 150 letih preživela 6 držav, ki so tako ali drugače poskušale asimilirati slovenstvo ali ga celo razseliti, razdeliti, skratka uničiti. In sedaj, če z tega fokusa pogledamo moč kulture in moč politik, ne, spravi politike, ki so se svoj čas zdele nepremagljive, večne, neki režimi, neke vojske, neke trdnjave, vse to. Ampak kultura naroda, ko živa, ko se zaveda, ko se ljudje zavedajo lastne identitete in vsega tega, tako jaz mislim, da je treba tudi te konflikte sedaj ravno s kulturo preseči. Jaz se bom vrnil na tisto prejšnje vprašanje. Zoper ruske kulturnike nima nič. Oni niso začeli vojno. Oni niso nobene vojne začeli. Oni niso v tem Putinovem političnem stroju, ampak si jih Putin za silo, z milom ali silom, kot rečejo, poskuša podrediti. In jasno, če gledamo ruske kulturnike danes v tej ruski politiki, ne, pod to rusko politiko, težko je, tam človek riskira veliko, če sedaj odkrito, jasno zavzame proti temu, kar se dogaja v Ukrajini. Zato mislim, da mi z drugih držav, z drugih delov sveta, moramo ruske kulturnike spodbuditi. Dajte tega Putina odstran. Jaz se spomnim kot otrok, pa tudi vso obdobje mladostniško, da je Slovenec v Sloveniji bila nekakšna stigma. Ej, Slovenček, a vaše kure slovenski kokodakajo, a boš slovensko kaj zapel, a boš tako je to obmeja zmeraj, ampak obmeja se branijo prestolnice, obmeja se brani nacija. In ob mejah je treba biti zato toliko bolj močen in zato so ti kraji, pa tudi Razkriški, pa tam naprej po slovenskih mejah, ravno ti kraji so najbolj zavedeni. Znotraj
že v Mariboru, že v Ljubljani itak. Je že kar sramotno, če kdo reče malce, da je domoljub ali kaj podobnega, ne? To svetovljanstvo je to na nek način neka, bom rekel, provincialna neka neumnost, bom rekel, da se provincialno svetovljanstvo grejo. Bolj bi radi bili pariški od Parižanov. In čakaj malo. Ali pa, vse so bili tudi pri nas Mađaroni, pa so bili Turbundovci, pa tako naprej, ki so se šli bolj Mađari kot Mađari. Zmeraj se to najde. Ampak ta naboj naroda... Lepo pozdravljeni, gospod Podlesnik se nam je pridružil, samo da veste, zaradi manjše zamude, dobrodošli v naši družbi. Naj ugasne, kar tako in če še povem, šlo je zmeraj za jezik, kot tisto neko osnovo in če pomislimo, da jezik, ki ga jaz sedaj govorim, je slovenščina, ampak ni moj jezik, ne izmišljam si ga jaz, ampak sem ga podedoval od mnogih rodov, ki so sicer mrtvi, ampak v jeziku pa njihova čustvovanja, njihova duhovna živost, vse to živi. In tako nas Slovencev pravzaprav v jeziku samem ni tako malo, je mnogo rodov, ki živijo. In mnogo rodov šele bo prišlo, ki bodo prav tako živeli to zgodbo. In ta mit, ki je v jeziku, in tega duha, ki je v jeziku. Lahko povem, da v času Sovjetske zveze na nek podoben način potekala skrita rusifikacija. Nasprotno s carsko Rusijo, takrat, ko sem rekel, obstajali en za drugim pripovedi ukrajinščine, to je bilo vse jasno. Je en jezik, ruščina, vseh ostalih ni obstaja. V Sovjetske zveze vse je bilo drugačno. Uradno smo bili bratski narod, 15 bratskih narodov, 15 republik, ampak ruščina je bila obvezna v šolah. Recimo v mestu Hmelnicki, ko je povedal moj sošolec. V centralnem delu mesta zapirajo ukrajinsko šolo na restauracijo. Čez par let jo odpirajo, pa že kot rusko. In tako naslednje. In počasi prihaja takšen stereotip. Če ti živiš v mestnem središču, ti govoriš v ruskem jeziku. Če ti govoriš v ukrajinščini, to pomeni, da ti prihajaš iz vasi. Tako, skriten pritisk, skrita rusifikacija, ampak posledična, močna, pa to je šlo počasi od vzhoda preko centralne Ukrajine in je že prišlo skoraj do zahodnega dela. Na zahodnem delu seveda to ni bilo izvedeno, ker to izvedba bila skoraj ni mogoča. Dobro, gospod Podlesnik, da preidemo k vam. Prvo vprašanje, sami ste v rednem stiku študenti na katedri za rusko književnost. Kaj opažate, se je kakorkoli gorečnost študentov ohladila za študij ruske književnosti? Ja, to je verjetno stvar prihodnosti. Sigurno pričakujemo neke spremembe, ker to dogajanje bo imelo verjetno dolgoročne in daljnosežne posledice za to, kako bo Rusija v prihodnosti pozicionirana v svetu. Tako da pričakujemo sigurno zmanjšanje zanimanja. Je pa tukaj seveda tudi neka obratna plat medalje. Največ denarja na Zahodu na rusistikah je bilo v času hladne vojne. Tak paradoks. Številne rusistike, recimo, ki so se več ali manj ukvarjale, oziroma slavistiki, ki so se več ali manj ukvarjale z ruščino, so se potem v 90-ih, po zadnjih desetletjih na Zahodu zapirale. Medtem ko v času hladne vojne, ko je bil pravzaprav najbolj izrazit antagonizem, je bilo ogromno in financ in interesa za to, da se Kot so prihajale te finance? Sovražnika preučuje. Ja, podobno kot zdaj prihajajo finance za, bomo rekli, medijsko pluralizacijo in podobne stvari. Ne, to je bolj tako obrob. Sigurno bo, mislim, da bo položaj Rusije nasploh
in ruske kulture verjetno za nekaj časa bistveno drugačen, kot je bil. In bo to tudi priložnost na nek način za samo rusko kulturo, da določene stvari sama še enkrat in znova odreflektira in premisli. Jaz bi tukaj vendarle povedal, da se ta stvar, zdaj če gledamo znotraj z perspektive ruske kulture, ni zgodila prvič. Podobna presenečenja se pravzaprav v ruski zgodovini med odnosom kulture in politika so se zgodila že večkrat, tako da mislim, da je to sicer nažalost še ena iteracija nekega dogajanja, iz katerega se pa, vsaj tako zaenkrat kaže, Rusi bolj malo naučijo. To je tak, recimo. Mogoče v tej luči, samo če se navezem na vprašanje, o katerem smo prej precej obsežno govorili, ne ste seveda dober poznavalec ruske kulture, eden največjih pri nas. Ocenjujete, da s takimi potezami, torej bojkota kulturnikov, športnikov, glasbenikov, pritiskamo na Putina ali na nek način Zahod s tem zgolj škodi kulturi, znanosti, tudi v Sloveniji živečim Rusom, na mogoče način, ki ga ne bo odvrnil od tega, da nadaljuje to krvavo morijo? No, jaz mislim, da nobene sankcije pravzaprav ne more vplivati več na Putina in na njegove odločitve. Mislim, da je on daleč onkraj teh nekih racionalnih uvidov v situacijo. Bi pa vendarle te stvari jaz nekoliko ločil. Mi sicer običajno tako govorimo kultura, na drugi strani politika. Kultura je tudi neko zelo različno polje. In ruska politika v zadnjih letih je en velik del tega svojega, bomo rekli, ekspanzionističnega videnja pravzaprav realizirala tudi skozi kulturno politiko. Če vzamemo konkreten primer tega ruskega centra v Ljubljani, ki ste ga verjetno omenjali, to je bila ruska kultura, ampak to je bil en čist določen segment ruske kulture. Nekaterih delov ruske kulture, ki so bili polemični recimo do oblasti, nikoli niste videli v tem centru. In ta center je bil izrazito posvečen pravzaprav tej neki kulturni homogenizaciji in recimo podrejanju predstav v ruski kulturi kot nečem, kar je povezano z temi nekimi novimi imperialnimi predstavami. Tako da te recimo politične reakcije so po eni strani lahko razumljive, ker je to na nek način bila neka ideološka PR ekspozitura. Na drugi strani imamo pa seveda ljudi v Rusiji, ki razmišljajo zelo široko, kot so vedno, ki pa seveda ravno tako zaradi te neke recimo generalne demonizacije zdaj hkrati izgubljajo neko priložnost, da bi spregovorili o situaciji in tako kot so preganjeni doma, na nek način zdaj naletijo tudi na gluha ušesa na Zahodu. Tako da jaz bi bil vendarle tukaj do te mere odprt, da bi ločeval med nečem, kar predstavlja državo in neko politiko in med posamezniki, predstavniki naroda, ker mislim, da če pristanemo na to, da generalno zdaj razglasimo vse predstavnike neke kulture ali pa nekega kulturnega polja za nekaj, kar je v odnosu do recimo naših predstav o svetu sovražno, da v tem primeru samo izgubimo. Ker prej ali slej, kot sem rekel, ta zgodba na tem prostoru se dogaja tisočletje, to je samo ena iteracija v taki dolgi zapleteni zgodbi in vedno znova se morajo ljudje, ki na tem prostoru živijo, na koncu pogovarjati. In pogovarjajo se verjetno tisti, ki so na obeh straneh odprti za to, da se lahko pogovarjajo. Zdaj sicer situacija taka, kot je verjetno težko pričakovati, predvsem na ukrajinski strani neko odprtost. Jaz se bom tukaj navezal na en zelo zanimiv citat, ki ga je rekel en genijalen ruski filmski kritik Aleksandar Dolin, ko je rekel, kaj bomo zdaj Ukrajincem govorili o ruskih pesnikih. To je približno tako, kot zdaj nekomu utirati sol v rano. Razumite, reakcija je tukaj popolnoma razumljiva in je normalna. Ampak to seveda ne pomeni, da en del ruske kulture ne bo enkrat spet lahko zanimiv širše za svet in tudi morda enkrat v prihodnosti, ko se te travme
na nek način zacelijo, ko te kulture znova stopijo v nek dialog, verjetno tudi zanimiv za to, da se znova poskušajo ti ljudje zazreti drug drugemu v oči in se na nek način drug druga razumeti. To se mi zdi, da vendarle tukaj treba postaviti neke jasne meje, kaj je danes za nas sprejemljivo, kaj ni sprejemljivo, kaj gre onkraj nečesa, kar je civilizacijsko za nas še v polju sprejemljivega, ampak vendarle ohraniti neko odprtost, tudi razumeti, da smo vsi vedno ljudje svojega časa, da vsi na nek način delamo tudi napake in da tudi vse, kar je v kulturi genialnega, velikokrat prihaja od ljudi, ki niso ne popolni in ne genialni. To je tudi treba razumeti. Tudi verjetno kakšne misli Dostojevskega, ki so zelo, zelo globoke, takšne, da težko verjameš, da bi jih človek kar tako mislil iz tako čistega uma. Preden nadaljujemo z našo debato, pa k novinarki Karmen Švegl, večina jo pozna kot neutrudno poročevalko iz tistih najbolj krvavih prizorišč vojne, tudi iz Ukrajine smo jo redno spremljali, ko se je javljala preko malih zaslonov gledalkam in gledalcem. Kolegica sicer prihaja iz Ormoža, javlja pa se nam s svojim komentarjem iz Dubaja, kjer nam bo pojasnila, zakaj je ta vojna sploh tako drugačna. Pa kar poslušajmo in poglejmo. Dober večer. Ja, vojna v Ukrajini je po eni strani seveda podobna vsem vojnam, ki sem jih doslej spremljala, po drugi strani pa je vendarle čisto drugačna. No, tako kot druge seveda ljudje v Ukrajini umirajo, ljudje bežijo, ljudje se bojijo, padajo rakete, padajo bombe in seveda strah, veliki strah. Po drugi strani pa to ni le strah ljudi v Ukrajini, ampak po vsej Evropi. Prvič se mi je zgodilo, da so ljudje v Sloveniji resnično to vojno videli kot svojo vojno. Vse druge vojne, denimo v Siriji, Iraku, Palestini, so vojne, o katerih govorimo nekako v tretji osebi, če tako rečem. Torej gre za neke druge ljudi. Tokrat pa je toliko ljudi v Sloveniji bilo prestrašenih. Po eni strani so seveda sočustvovali z begunci iz Ukrajine, po drugi strani pa so se dejansko bali za lastno varnost. Tiste prve dni vojne so ljudje verjeli, da lahko seveda ruska vojska zavzame Ukrajino, lahko potem se odpravi na Poljsko in kdo ve, kjer se bo zaustavila, bo dejansko Vladimir Putin uporabil jedrsko orožje. O tem so ljudje zares govorili, me spraševali, o kakšni nevarnosti dejansko smo. In po drugi strani, seveda, ko sem sama bila v Ukrajini, sem lahko videla, da tukaj smo sredi Evrope. Ko pogledaš mesta okrog sebe, arhitekturo, ulice, vse, seveda, Ukrajina je zelo podobna Poljski, je zelo podobna sosednjim državam, tako da ni neke bistvene razlike, zakaj bi bila drugačna. In seveda ljudje prijazni, imajo povsem enake vrednote, enake strahove kot mi. In seveda, ko sem videla te družine, ki so bežale, te otroke z hrčki, z mački, s psmi, kako so v bistvu te svoje hišne ljubljenčke skušali rešiti in po eni strani jim ni bilo čisto jasno, se odpravljajo na dopust ali bežijo. Skratka, bili so vsi lepo oblečeni v kovčkih, ki so jih vozili s seboj. V bistvu na nek način je bila slika povsem surrealna. Sama sem vajena drugačnih posnetkov, drugačnih vtisov iz Sirije, ko so bosonogi otroci bežali, ko so bile matere, ki so na poti tudi kakega otroka izgubile, ker jih je toliko. V Afganistanu, da ne govorim, popolni kaos. Tokrat recimo v Ukrajini je to bilo zelo drugačno. Dejstvo je seveda to, kar sem lahko tam videla, o čem je mogoče zanimivo tudi spregovoriti, je, kako je pa predsedniku Zelenskemu uspelo združiti Ukrajince. Kako je ta vojna v bistvu doprinesla k temu, da so Ukrajinci postali narod na način, da se sami sebe zavedajo kot narod. Torej, to jih je združilo, nekako so se prebudili v tem, zagotovo statistiki seveda temu tudi nasprotujejo, ampak tisti seveda so zdaj tiho, če tako rečem, ampak velika večina ljudi iz različnih koncev in krajev, od Harkiva pa do Odese, kjer smo slišali velikokrat, to so mesta rusko govorečega prebivalstva, tam se ljudje počutijo bolj z Rusi, pa to moram reči,
reči, v veliki meri ni bilo res. Ljudje so rekli, poglejte, mi govorimo rusko, to še sploh ne pomeni, da smo mi Rusi in niti slučajno, da simpatiziramo z rusko vojsko, ki prihaja k nam in v nas operja puške. Če bi ti ljudje bili naši ljudje, ne bi prišli s puškami in s tanki k nam. In tukaj so ljudje začutili, da to je tuja vojska, to ni naša vojska, ki prihaja, ne vem, s oljčno vejico. To je vojska, ki prihaja do zob oborožena in skuša zavzeti ukrajinska mesta. In to je Ukrajince dejansko močno združilo. Sama sem bila v Ukrajini 2012, 2014 in še kasneje in lahko sem videla, kako se je ta družba dejansko spreminjala, tudi ukrajinska vojska. Na eni strani smo imeli na začetku ljudi po javnomnenjskih raziskavah preko 80% ljudi se identificiralo z Rusi. So želeli biti tako kot Rusi, mnogi izmed njih bi privolili celo, da se država znova priključi neki Ruski federaciji. In to se je v bistvu v zadnjih 10 letih povsem spremenilo. Ljudje so videli, da Rusija peša gospodarsko, sankcije so jo že prej prizadele, videli so, da je Evropa bolj razvita, da v Evropi imajo svojo prihodnost, predvsem, ko so Ukrajinci lahko začeli v države Evropske unije potovati brez vizumov, so v bistvu postali vedno bliže Evropi. In mnogi v Ukrajini pravijo, da jih je v bistvu ta vojna še bolj potisnila v naročje Evrope, NATO, kamor si v bistvu zdaj velika večina Ukrajincev želi in v Rusih nekako sploh ne želijo več slišati. Tako da kako zdaj končati neko tako vojno? Vidimo, da se ruska vojska umika, da ukrajinska vojska seveda s pomočjo tujega orožja, ki se steka v velikih količinah v Ukrajino, zmaguje ključne bitke, ali lahko povsem zmaga proti ruski vojski, je težko govoriti. Dejstvo pa je seveda, da so Ukrajinci na domačem terenu. Medtem ko se Rusi seveda bojijo v tujini, motivacije imajo malo, na začetku so to bili mladi vojaki, ki niso niti točno vedeli, kje so. Rekli so, poslali so nas v Belorusijo na vaj in zdaj smo kar naenkrat tukaj v Ukrajini, ni nam povsem jasno, prišli smo pomagati in potem so jim ljudje povedali, nič niste prišli pomagati, prišli ste v bistvu streljati na nas in ti ljudje so, ti mladi vojaki so dejansko bili presenečeni in šokirani, kam so jih poslali, tako da seveda niso bili motivirani za boje. Drugače je seveda zdaj v Donbaškem bazenu, kjer so se tisti, ki so želeli biti z Ukrajino, če tako rečemo, tam že davno odselili in tam je dejansko ostalo neko prorusko prebivalstvo, večinoma so to starejši ljudje, ki lahko živijo od zelo nizkih pokojnin, mlajše prebivalstvo je ta območja zapustilo, tako da težko je reči. Mislim, da se bo to spremenilo v nek zamrznjen konflikt, dejansko bodo Rusi vedno ostali na nekem delu ukrajinskega ozemlja in tako državi v bistvu tudi tehnično preprečili vstop v zvezo NATO, kot je to denimo na Cipru, kjer je del otoka še vedno okupiran strani Turčije. Tako da tukaj v bistvu mislim, da se bo to na dolgi rok zavleklo in da po drugi strani se bo pa pač ta osrednji del Ukrajine in zahodni del Ukrajine naučil s tem živeti in to bo postala neka nova normalnost. Iz Dubaja za Beletrinino debato. Hvala, Karmen Švegelj. Torej, kolegici, naj še enkrat spomnim, da imate vsi tudi možnost, da napišete kratek komentar na naš YouTube kanal, kjer bomo z veseljem skupaj s sogovorniki pokomentirali vaše vprašanja. Obenem pa vas tudi vse tiste, ki ste zbrani tukaj ob koncu, povabim, da če imate kakšno vprašanje, da le na dan z njim. Mi pa nadaljujemo. Ja, da že razmišljate zdaj mogoče vnaprej. Torej, nekateri prebivalci Harkova, kot smo slišali, ki govorijo rusko, pravijo, ne simpatizirajo z rusko vojsko. Kako kompleksna je, gospod Gorešnik, ta prepletenost ruskega in ukrajinskega naroda in seveda posledično tudi kulture, ne? Kot sem že omenil, ta prepletenost do nekatere meri umetna, zaradi tistih številnih pripovedi ukrajinskega jezika na terenu Ukrajine, zaradi tiste tihe, skrite rusifikacije, tudi zaradi ogromnega števila represij v času Sovjetske zveze, tudi zaradi holodomorja. Takrat, ko so bili ubitih
več milijonov Ukrajincev. Tudi zaradi takšne skrite politike, ko recimo uprizorjeni po prihodu iz zapora niso imeli pravico za bivanje v prestolnici, v Moskvi ali recimo v Leningradu. Ampak dobrodošli na rudnik Donbasa. Ljudje so iskali zaposlitev, pa ljudje so prihajali iz cele Sovjetske zveze. Ja, to je bilo res težko delo, ampak to je eden vzrok, zakaj prihaja do takšne mešanice na ukrajinskem ozemlju. Pa ne glede na to, resna razlika obstaja do zdaj. In ena izmed prvih razlik, če pogledate na tisto obdobje zadnjih 30 let, na obdobje, ko se je osamosvojila Slovenija, osamosvojila Ukrajina, pa postala kao neodvisna Rusija. Prelomno 91. leto, ne? Ja, leto 91. Nobeden ukrajinski predsednik ni prikorakal dovoljeni 2 mandata. Nobeni. Pa nekaterih pa pognali še prej poteku mandata. Pa nekaterih so pognali po poteku prvega mandata. Ker Ukrajinci ne verjamejo v dobrega carja. Če predsednik je slab, oprosti, pa bomo izbrali drugega. Spet zelo podobno kot v Sloveniji, ne? Kaj pa dogaja v Rusiji? Več kot 20 let obstaja car. In to je vedna ruska tradicija, da narod verjame. Car je dober, on pa ne ve, kaj se dogaja z narodom. Slabi birokrati, slabi ministri, car pa dober. Če bo car izvedel, kaj se dogaja, on bo vse popravil. To je čisto ruska tradicija. Gospod Gorešnik, omenjali ste prav tega ukrajinskega predsednika, vlogo ukrajinskega predsedstva. Kako bi komentirali morda Volodimirja Zelenskega, vašega ukrajinskega judovskega rojaka? Ja, to je prvi odgovor tistim neumnim izjavam Rusov, da Ukrajina je nacistična država. Res, nacistična država, ki je izbrala predsednika judovskega porekla. Hvala, gospod Putin, za vaše idiotske izjave. Glede Zelenskega. Nisem bil navdušenec Zelenskega. Večkrat nas medije poročali o znižanju denarja za obrambo v času predsednika Zelenskega. Večkrat poročali o slabšem financiranju recimo raketnega programa Ukrajine. Verjetno to se je izkazalo. Prejšnji predsednik Porošenko je vedno poudarjal na pomembnosti ukrajinske vojske. Po drugi strani ni imel druge izbire, ker takrat se je že začela tista hibridna vojna v Donbasu, pa se je zgodila aneksija Krima. Ampak po začetku vojne Zelenski je pravi predsednik. Zelenski ni pobegnil, Zelenski se je ostal v Kijevu, niti ni pobegnil v zahodni del Ukrajine, čeprav seveda je imel možnost, pa čeprav spomnim, so bili takšne ideje. On se je ostal v Kijevu. On brani svojo državo, kot to mora opraviti predsednik države. Mogoče še komentar obeh gostov na moji desni. Torej, ta lik Volodimirja Zelenskega, kaj ga dela tako posebnega, ne? Karizmo ima, ko govori tudi, spet tukaj lahko kakšno sporednico mogoče vlečemo s kakšnimi slovenskimi vladarji, ne? Ampak je ravno tudi preko te vojne Ukrajina presegla neke te simbolne vezi, to usiljeno bratsko povezavo z Rusijo, ki smo ji bili priča, gospod Podlesnik. No, jaz bi tudi tukaj vendarle tudi videl neke predzgodbe, ne. Ta situacija, v kateri se je sicer izjemno dobro znašel Zelenski, je na nek način povezana s tem, kar se je dogajalo med letoma 14 in 22. Namreč s tem, da, kot je tudi kolegica Šveglova povedala prej,
vendarle ta izkušnja po letu 14 tudi na tem, bomo rekli, bolj vzhodnem ukrajinskem ozemlju je prinesla neko razočaranje z rusko politiko. Tudi to, kar se je zgodilo v teh samooklicanih republikah, kjer se pravzaprav vzpostavlja neka lokalna oblast, tak ogromen sistem korupcije, ki je požrl ogromno ruskih financ in od česar ljudje pravzaprav na tem ozemlju niso imeli kaj dosti. Posledica tega je bila neko razočaranje tudi tega prej recimo prorusko orientiranega elektorata nad tem, kar ponuja Rusija. In v tem smislu mislim, da je imel Zelenski tukaj vendarle nekoliko lažje delo kot vsi njegovi predhodniki, ki so bolj ali manj vsi trčali ob ta problem, pa ali so bili na eni ali na drugi strani te tradicionalne delitve Ukrajine na dva, recimo temu, različno orientirana dela. Je pa res, to mu je pa vendarle treba priznati, da v tem trenutku verjetno ni nihče od nas pričakoval, ko je bil izvoljen, tudi v slovenski politiki so zveneli taki, recimo, očitki. Je pa človek očitno na pravem mestu v pravem trenutku in mislim, da je pokazal, da je dorasel vlogi, ki so jo izbral in da jo je začel živeti, se mi zdi. Gospod Žabot. Ja, zdaj, nisem posebej študiral Zelenskega, da bi lahko zdaj res kaj objektivnega povedal. Doživljam ga preko medijev, preko teh poročil, preko najbrž koli drugače prirejenih poročil, tako z ukrajinske strani, kot nekaj njih je manj z ruske. In sedaj si jaz nočem ustvarjati neke slike, na podlagi katere bi se odločal o nekem vladarju ali o nekem pravem zgodovinskem človeku. Vsekakor se mi zdi pomembno, da je zdaj prav tak človek tam, da ni strahopetec, da ni korumpiran očitno, da mu narod zaupa in po drugi strani je pa tudi res, kako bi se zdaj recimo Ukrajina privoščila nek puč, neko zamenjavo oblasti, razen z vojsko, kar bi pa spet odvrnilo demokratično Evropo od podpore. Tako da tu je več dejavnikov, ki jih trenutno predstavlja Zelenski v Rusiji. In moram reči, da bo zgodovina sodila. Kot vedno. Morda še eno vprašanje, prav za vas, gospod Žabot, daleč od oči, daleč od srca. Zdaj, ta vojna se zdi precej blizu. Slovenci jo posredno ali pa kar neposredno preko draginje tudi čutimo, imamo zaradi tega tudi drugačen odnos. To ni prva vojna med Slovani, ki smo jo doživljali. Ne vem, ko gospod prej omenil, ta tiha rusifikacija Ukrajine. Tudi pri nas se je to dogajalo v Jugoslaviji, so hoteli kar skupna jedra uveljaviti tako naprej. Mi smo se takrat tudi pisateljsko društvo temu zelo oprli. In na tak način bi neko samoprepoznavnost in istovetnost drugih narodov te federacije izničevali. Je pa res to, da se je Jugoslavija hotela spremeniti v neko, vsaj na videz, monolitno državo. Tudi Rusija sedaj kaže kot neka monolitna država, čeprav vemo, da je federacija, čeprav vemo, da je tam čez 120 ali koliko narodov v Rusiji, ampak to je ta imperializem nekako vtkan v to politiko, tudi evropsko, tudi zahodno. Recimo tudi Španija se kaže kot neka, bi se najraje kazala kot neka monolitna država. Tudi Anglija, celo Italija, da ne govorimo o Belgiji in tako naprej. In sedaj, če je treba pogledati z neko voljo do koristi iz te vojne, je pravzaprav treba povedati, da so kulture recimo kulturna raznolikost Evrope,
je pravzaprav nek habitat Evrope. In če sedaj nekdo hoče kar ni neka monokultura porezati, je to seveda kratkovidno in je to seveda za ta habitat nekako pogubno. No, ampak da se na vprašanje vrnem, ne vem, koliko bo se poznalo to v našem gospodarstvu, v naši oskrbi s plinom in tako naprej. Vemo, da so recimo tam leta 2004-2008 recimo na veliko se je govorilo o južnem toku plinovodu. Vem, da so takrat Gazprom promovirali tudi kot morebitnega sponzorja za neke naše pomembne tudi kulturne stvari. In da je seveda Rusija izjemno bogata na virih, tako nafte, plina in drugih rudnin. Dokaj imela tudi Nemčija kar težave, ne? To se bo sigurno poznalo, ne? Zdaj nadomestiti vse to iz drugih bazenov je seveda strošek. In skratka, ta konflikt, ta po moje tudi nepotreben vojaški konflikt, če bi se to nekako z neko diplomatsko pametjo prav lotili, prav reševali, če ne bi bilo nakopičenega spet preveč orožja v magazinih, če ne bi bilo to orožje zastarelo potrebno porabiti, da se producira novo in tako naprej, bi seveda koristilo vsem. Sedaj pa imamo veliko škodo, tako na gospodarskem kot političnem, kot tudi kulturnem področju. Ste želeli še kaj dodati? Če ne bi še jaz se za hip zadržal. Ja, povejte. Jasno, da ta vojna absolutno ni potrebna. Jasno, da Ukrajina ni bila pripravljena na tisto vojno. Tako tik zaradi informacije, Ukrajina od časa osamosvojitve, od leta 1991, ukrajinska vojska ne dobila nobenega novega vojaškega letala. Nobenega. Ja, bili so druge izzive, ker Ukrajina v bistvu prvič v zgodovini dobila svojo državnost. Ukrajina se je odklopila od brezplačne nafte pa plina. Ukrajina je šla stran od socializma. To vse je bilo dosti težko, dosti boleče. Ampak Ukrajina je izbrala svojo pravo demokratično pot. In vojsko ni bilo v neke prioritetni zadevi. Ja, preostanek vojska, preostanek sovjetskega orožja, to je to. Pa v svoji zgodovini Ukrajina nikoli ni napadala na nobenega soseda. Nasprotno, zelo dobro znano zgodovino Rusije. Že od časa osamosvojitve, leta 2008, napad na Gruzijo, pred aneksijo dela Gruzije, Abhazije, pa Južna Osetija, pa aneksija dela Pridnestrovja, dela Moldove, ki se imenuje Pridnestrovja. Če bomo spomnili prej okupacija Češko-Slovaške, še prej okupacija Madžarske, to je ruska zgodovina. Afganistan, leta 1979, tudi absolutno ni potrebna vojna, 15 000 uničenih življenj samo sovjetskih vojakov, koliko ubitih v Afganistanu verjetno nobeden ni pozna do zdaj, to je ruska zgodovina. Ruska teorija reče, da bi vojsko je bilo pripravljeno, vsakih let mora biti neka vojna za boljše izkušnje. In to se nažalost dogaja. Na ogromno žalost, če bi svet pravilno reagiral že na vojaško invazijo v Gruziji leta 2008, če bi sankcije so bili res ostre leta 2014 po aneksiji Krima, po zakuhanju hibridni vojni, ne bi se zgodil ta napad leta 2022.
Ampak nažalost takrat denar je premagal demokracijo. Denar je premagal človekoljubstvo. Rusija je bogata, Rusija nam ponuje poceni plin, Rusija nam ponuje nafto. Ja, bomo zaprli oči na ta Krim, na ta Donbas, to je notranja zadeva Ukrajine. Mi pa bomo dobili cenejše energente. Ampak to bi samo dodal, nažalost ni samo Rusija, ne, imperialistična. Ne. Če pogledamo ta bližnji vzhod, če pogledamo Libijo, Iran, Irak, Sirijo, tudi Egipt in tako naprej, tu se dogajale strašne stvari in mi prehitro pozabljamo neke dogodke, neke krvave lopovščine, bom rekel, ali pa celo neke ne vem, poskuse prisvajati si nafto, plin po vseh teh bazenih. Ne vemo, kaj se dogaja vse v Afriki. Skratka, svet je v neki norosti, v neki fazi, neke norosti, kjer še kako potrebuje neko kulturno držo, neko novo zgodbo. Svet pravzaprav potrebuje novo zgodbo, ker vse, kar se v času do digitalne dobe dogajalo, sedaj rabi novo interpretacijo, termini rabijo nove vsebine, vse to mi živimo eno veliko spremembo in če se bomo v to spremembo spustili po tej spirali, že tisočletja se ta spirala dogaja, močnejši napade šibkejšega in si ga podjarmi in tako naprej, potem najbrž nikoli ne bomo osvojili vseh teh zvest, ki jih gledamo. Ampak to je prostor za ljudi. Mogoče v tej luči bi se dotaknila v tej spirali zgodovine, še te ukrajinske krize in potem tudi, ki jo je nekako takrat je zelo pomembno za razumevanje z Majdansko revolucijo oziroma revolucijo dostojanstva iz leta 2014. Odnesla je takrat tudi proruskega predsednika Viktorja Janukoviča po ruski priključitvi Krima. Nam lahko to obdobje malce bolj osvetlite, gospod Podlesnik, mogoče z različnih zornih kotov. Kakšen pomen je imelo za to, da se Ukrajinci borijo, tako kot vidimo, da se danes borijo, kar smo nekaj že prej z vaše strani slišali? No, jaz nisem kak poseben strokovnjak za ukrajinsko situacijo. Moram reči, da sem se z Ukrajino začel res nekoliko bolj ukvarjati prav v tem zadnjem obdobju, pa še to se bolj ukvarjam z tem, kako pravzaprav ruska kultura objektivira Ukrajino, kako jo na nek način konceptualizira in si jo pravzaprav skozi vso zgodovino na nek način prilašča. To je bolj moje področje. Mogoče bi kolega kaj več konkretno o teh dogodkih in o teh spremembah lahko povedal. Sigurno je bila to neka točka, kjer je, in tu pa je verjetno ta neka tipološka razlika med neko ukrajinsko zgodovinsko zavestjo pa rusko, to je bila neka točka, ko se pravzaprav recimo temu neka širša javnost odločila, da bo zelo jasno izrazila neke svoje interese, formulirala pravzaprav neka svoja pričakovanja in to tudi zahtevala od oblasti. To je recimo neka stvar, ki je v Rusiji praktično ni, v Rusiji se revolucije dogajajo bolj ali manj vedno od zgoraj in v tem smislu se ta, recimo, ta nek zgodovinski svobodni duh Ukrajincev morda tukaj lahko pokaže. Čeprav jaz tudi nisem ravno pristaš teh nekih stereotipizacij, zaradi tega, ker ko malo popraskaš, pravzaprav ugotoviš, da običajno ne držijo. Ampak vendarle tukaj se je, saj v enem delu, bomo rekli, verjetno bolj tega zahodnega ukrajinskega življa zelo jasno prebudil nek ta demokratičen političen čut in tudi neko zavedanje pravice izraziti svoje mnenje, zahtevati, da se pravzaprav mnenje ljudstva upošteva. Problem je seveda bil, da ta stvar ni stekla v nekem demokratičnem procesu, da bi se te razlike, ki so med vzhodom in zahodom vedno obstajale, da bi se na nek način demokratično razrešile, da bi
ne vem, v obliki federacije ali pa pač nek način politično dali priložnost, da bi tudi vzhod, ki se je pravzaprav ves čas čutil v teh proevropskih zgodbah na nek način zapostavljen, ne, da bi našel nek svoj glas. To so seveda takrat že 2014 izkoristili Rusi, ki so, vemo, organizirali ljudi, ki so se pojavili na vzhodu Ukrajine, pojavilo se je orožje, in ko se enkrat razgreje glave in ko spregovori orožje, se začnejo dogajati stvari, ki so se dogajale, umirali so ljudje. Končen rezultat je bil seveda ta, da sta nastali ti dve samooklicani republiki, plus Krim, ki se mi pa vendarle zdi, da je nekoliko drugačna zgodba. In potem smo imeli ta bolj ali manj zamrznjen konflikt, ki je pa, po moje, se mi zdi, pozitivno vplival prav na to, da se je tudi v tem vzhodnem delu Ukrajine neka iluzija o tem, kaj lahko Rusija prinese v ta prostor, pravzaprav v veliki meri izpela, in da je prav to neka osnova tega, da se tudi, bom zdaj tako rekel, kot se oni danes rečejo, ruskojezični Ukrajinci, da so se začeli čutiti vedno bolj Ukrajince. Tako jaz, ampak res oddaleč vidim ta proces, morda bi še kolega kaj dodal. Gospod Gorešnik, že več kot 15 let živite v Sloveniji, ste v bistvu ukrajinski Slovenec. Kako gledate na solidarnost Evropske unije? Je dovoljšna? Bom odgovoril drugačno. V Sloveniji sem prišel iz Nemčije. V bistvu je bil kratek obisk Ukrajine, ampak prej sem delal 4 leta v Nemčiji, pa 1 leto v Franciji. Razlika je bila. Razlika je bila tudi recimo v pravicah tujcev, ki so živeli v Nemčiji, pa tistih, ki so živeli v Sloveniji. In jaz sem zelo hvaležen zaradi tega, da tiste razlike zmanjšujejo. Zaradi tega, da na nekaterih področjih Slovenije res je naredila ogromne korake. No, tako čist za primer, ko sem prišel v Slovenijo, tujci morali voziti avto s registrsko tablico drugačne barve kot Slovenci. To meni takoj bilo podobno kot rumene zvezde na judovskem prebivalstvu v času nacistične Nemčije. To avto tujca, takoj, vsak vidi. Policist, prebivalec, vsak. To je tujec. Hvala Bogu, to je bilo ukinjeno, verjetno po 1 letu mojega bivanja v Sloveniji. To je bilo hudo nerodno, rečem odprto. Ja, tega pa ni, pa že več let ni. Pa tudi seveda vsak občutil, da počasi, mogoče počasneje, kot bi vsak želel, rastejo plače, tudi da gre gor gospodarstvo. Jasno, da tega ne bi bilo možno brez vpliva Evropske unije, brez pomoči Evropske unije. Koliko pa odločen vpliv Evropske unije, pa koliko tukaj je vpliva slovenske vlade, tega ne bi rekel, ker tega ne vem. Daleč sem od politike, pa daleč sem od vlade in meni je težko ugotoviti, kakšen vpliv je bolj pomemben. Pa vidite nek širši celostni pristop Evropske unije pri reševanju te problematike? Različne države so različno postopale, ene pomagajo z orožjem, druge se osredotočajo na pomoč strani sprejemanja beguncev v sprejemne centre. Kako to vi vidite? Hvaležni smo za vsako pomoč, brez razlike, ali to je sprejem beguncev, ali to je denarna pomoč, ali pomoč z orožjem. To je pomoč. To je pomoč in hvaležni smo vsakemu posamezniku. Tik na začetku 24. se je zgodila invazija ruske vojske, 26. februarja je bil ogromen protest ukrajinskega prebivalstva v Ljubljani.
In takrat nekateri aktivisti so tudi bili pripravljeni protestirati pri nekaterem tujem veleposlaništvu zaradi slabe podpore Ukrajine. Ampak naš veleposlanik meni je tako do nekatere meri skrito razložil, kakšno pomoč mi dobivamo od tiste države. Druga zadeva, da takrat ta država tega javno ni objavljala. To je bila skrita pomoč, to je bila denarna pomoč, ogromna pomoč. Ja, ampak takrat ta država ni razglasila, da mi pomagamo Ukrajini, ampak pomagali. To je tudi način pomoči. Tiha diplomacija. Nekaj taka. To ni bilo samo diplomacija. To ni bilo samo diplomacija, tudi Slovenija pomagala več, kot večina prebivalstva pozna. Zato tudi smo hvaležni, zelo hvaležni. To res, nekatere stvari morajo biti izvedene tiho ali celo skritno. Tukaj bi se navezala na vas. Povedali ste, da je Slovenija veliko pomagala. V marsičem, gospod Žabot, smo lahko videli, da je Slovenija postavljala zgled, bodisi je bilo to komu všeč, bodisi ne. Ponujala tudi denimo polemične predloge, kot je zaprtje neba nad Ukrajino. In po obisku 3 predsednikov, med njimi tudi premijeja Janše, v odhodu je tja potovala tudi predsednica Evropske komisije, pa Bono iz Jutu. Doma smo do potez večkrat slišali ostre kritike strani opozicije, tudi kritike, zakaj se tja pošilja orožje. Gospod Žabot, ste pronicljiv opazovalec zgodovine. Kako bomo Slovenci oziroma kako bomo ljudje to situacijo gledali čez 10 let? Zdaj, koliko je ta obisk recimo teh 3 predsednikov koristil Ukrajini, je seveda to za pozdraviti. Koliko pa je bil namenjen domači javnosti, salvinijevskega tipa populizem, se je pa izkazalo med volitvami, da ni zalegel. Torej, jaz sem se vprašal, zakaj to tako obešati na veliki zvon. Namesto tihe diplomacije. Če Češka in Poljska, ki sta neposredno prizadeti tam z množico beguncev in vse to, če oni dve obiščeta Zelenskega, recimo, je to neposredni interes, je to čisto razumljivo. Če se njim pridruži, ne da bi se zavzemal za neko enotni nastop Evropske unije, kar zdaj je, če se jim pridruži še predsednik slovenske vlade, mora imeti za to nek razlog. In jaz sem se spraševal, zakaj solirati, ali je to neka akcija Višegrajske Evrope, ali se ne more dogovoriti, ali je to provokacija zahodnoevropskim članicam EU, da se premalo angažirajo. Jaz sem se to spraševal. Ampak zmeraj se pa resne stvari s tiho diplomacijo počnejo. Jaz sem se to spraševal, zakaj to razbobnati tako populistično, kaj je razlog za to populistično nastopaštvo. In zoper to sem imel nekaj povedati. Če bi recimo hoteli res pomagati, tako bi se najprej dogovorili z jedrnimi državami Evropske unije, sedaj je to naš interes skupni, dajmo to pa to. Kar se pa letal tiče, da izzoveš recimo jedrski spopad s tem, predsednik naše vlade Janša je bil znan po nekih zaletavih reakcijah tudi med našo osamosvojitveno vojno. Se to je znano in da ne omenjam Trumpa, da ne omenjam Kitajcev in tako naprej, Tajvana in čestitke Trumpu. In te neke zaletave akcije, solo akcije, ne da bi parlament pri nas o tem karkoli povedal, ne da bi, ne vem, vlada v celoti to sklenila ali kakorkoli,
je zelo kazalo na to Janševo zaletavost, ne, ki bi že Slovenijo lahko zelo veliko stala, če bi takrat izvršili ukaz, recimo oficirji Slovenske vojske. Tako je tudi bilo s temi letali. Zdaj pa, če je to kakorkoli pomagalo Ukrajini, v redu, če se ni dalo drugače brez teh bobnov in fanfar po celi Evropi, je tudi v redu. Če pa je to bilo namenjeno domačim volitvam, je pa sledil poraz. Gospod Podlesnik, solidarnost tudi na fakulteti, oziroma kako ste jo morda študenti občutili, ko ste se takole pogovarjali z njimi? Naši študenti recimo zdaj izvajajo brezplačne tečaje slovenščine za Ukrajince, ki so se znašli pri nas. Mi že dalj časa čutimo pravzaprav na našem oddelku dejstvo, da nimamo teh dveh pravzaprav milijonskih vzhodnoslovanskih jezikov, nimamo ne ukrajinščine, ne beloruščine, predstavlja nek manko. In že pred temi dogodki smo 2 leti nazaj organizirali sicer en tak volonterski študentski tečaj ukrajinščine. Zdaj se pogovarjamo intenzivno o tem, da bi vendarle vzpostavili vsaj na ravni lektorata, se pravi učenje jezika znotraj enega naših programov, ki se ukvarja s primerjanjem slovanskih jezikov, tudi učenje ukrajinščine in beloruščine, ker se mi zdi, da je tukaj treba podpreti tudi recimo temu neke potencialno prihodne premike, ker mislim, da v tem pogledu je bila pa beloruščina deležna še veliko hujše usode, oziroma Belorusija še veliko hujše rusifikacije kot recimo Ukrajina. Tako da absolutno naši študenti ali pa tudi nasploh recimo kolegi, pa tudi naši ruski kolegi, da ne bo zdaj izpadla ta stvar takšna, da v Rusiji obstaja neka enotna fronta, ki pravzaprav zagovarja to vrstno politiko. Praktično dnevno dobivamo pisma od svojih kolegov, ki se v sramu sprašujejo, kako so se lahko te stvari zgodile in kaj so naredili narobe, v bistvu, da se je Rusija še enkrat znašla pravzaprav v eni taki zgodbi. Tako da mislim, da med tako rekel, ljudmi kulture, med ljudmi, ki so navajeni strpno soočati različne poglede na svet, tukaj pravzaprav ni kakih velikih vprašanj. Bolj to, da se recimo mi, ki se ukvarjamo z rusko kulturo in tudi Rusi, ki se ukvarjajo z rusko kulturo, sprašujejo, kako se še enkrat znova lahko ta stvar ponovila. To ni stvar, ki je ruska kultura ne bi reflektirala. Imate ogromno avtorjev, ki so na to opozarjali, ki so o tem pisali. Imamo ogromno recimo ruskih avtorjev, ki so danes na Zahodu, ki zelo odkrito nastopajo ne samo proti politiki, in tudi zelo jasno podpira. Imamo ljudi, ki kljub temu, da jim grozijo visoke zaporne kazni, še vedno stopajo na ruske ulice, protestirajo posamezno s plakati in podobno. Tako da mislim, da znotraj tega prostora ljudi, ki so odprti, je neka senzibilnost in vsi razumejo, da ne glede na to, da imperializem ni šel nikamor, ampak vendarle imperializem z raketami nad sosednjo prestolnico je pa verjetno neka stvar, ki je danes ne bi smeli več na kakršnikoli ravni tolerirati. Jaz bi na kratko tukaj le še usporednico z drugo svetovno vojno potegnila in tudi kar na pladnju se ravno glede kulture in kulturnikov mogoče ponujajo. Hollywoodska filmska industrija je precej vzcvetela ravno z begom nemških filmskih ustvarjalcev, ki so bili izvežbani v tistih propagandnih manevrih, ampak vendarle fotografija je bila izjemna. Gospod Podlesnik, kaj lahko torej ruska kultura nauči Evropo? Mislim, saj ruska kultura ni v tem smislu toliko zelo posebna. Zanimiva je za nas, Evropejce, zaradi tega, ker običajno neka vprašanja, s katerimi se mi ne želimo soočati, postavlja v izjemno neki taki zaostreni obliki. Dejstvo pa je, da postavlja vprašanja, vedno znova reflektira, pa potem Rusija v tej zgodovini vedno znova pade v isto zanko. Jaz sem se recimo nekaj časa precej ukvarjal s tem obdobjem tako imenovanega srebrnega veka pred rusko oktobrsko revolucijo.
Ker je bilo ta problem nekega naraščajočega konflikta ves čas reflektiran, ves čas prisoten. Potem se je pa zgodila ta strašna revolucija, pa državljanska vojna, pa potem še vse te ostale stvari v 20. stoletju in so se ti najpomembnejši predstavniki tega kulturnega okolja, ki so preživeli, spraševali, pa kako je mogoče, da se je to zgodilo. Pri vsem tem, kar smo vlagali pravzaprav. Nekaj podobnega se je zgodilo zdaj. Saj, če berete ali pa ste brali najzanimivejše ruske avtorje v tem obdobju, vsi so opozarjali, da ta pot, na katero je Rusija stopila, bo pripeljala v neko tragično zgodbo. In zdaj smo spet na isti točki, znova se sprašujemo. Tako da jaz se ne bojim za rusko kulturo, jaz mislim, da ruska kultura ima kaj povedati svetu. Drugo pa je zdaj pač ta neka aktualna situacija, kjer je nekaj razumljiva reakcija, da bo marsikje, marsikoga ruski jezik trenutno malo vznemirjal. Jaz bi vendarle tukaj vselej pozival k strpnosti. Spoznajte človeka, ki govori jezik. Ni vsak ruski jezik enak, ni vsak jezik enak in poslušajte ljudi. V tem smislu mislim, da je treba biti, če se želimo boriti s tem enoumjem, ki poskuša ustvariti neko monolitno sliko, ki je pravzaprav popolna iluzija, potem moramo mi biti pripravljeni slišati različne glasove. Počasi končujemo beletrino debato, če morda še kakšno vprašanje iz publike. Z veseljem bi slišali še vaše glasove, kaj se vam je porodilo med spremljanjem same debate. Skratka, evo, ponujamo vam tamle mikrofon, mislim, da ga imamo. Je kakšno vprašanje? Ukolikor ga ni, bi še eno vprašanje zastavil našemu kolegu in sicer Dostojevskega boste brali, ste ga brali in ga boste? Dostojevskega bral, pa bom bral, seveda. Isto kot poslušal Visockega, pa bom poslušal. Isto kot Okudžavo. Kulture ne boste odrezali? Lejte, to je ta stara kultura in tako bi rekel, tisti posamezniki niti ni krivi, ni v rusifikaciji, ni v represijah. Pa več od tega, zdaj poslušam Visockega, pa včasih slišim neko ukrajinsko besedo, ker njegovi dedek pa babica sta bila iz Kijeva. On pa je bil na počitnicah pogosto v Kijevu, pa celo pri znancih moje mame. Edino, kar bi rekel, da jaz bi lotil tistih ruskih kulturnikov, na tistih, ki ne bodo nikoli dobili delo zunaj Rusije. To je in pesniki, in igralci, in režiserji. Najbolj verjetno njihovo delo je v celoti omejeno v rusko državo. In seveda tisti nikoli ne bodo odprto nasprotovali Putinu. Drugače bodo ostali brez službe, pa brez ničesar. Ampak, če gremo nazaj k osebi Ane Netrebko, to je že odprta sramota. Oseba, ki ima poleg ruskega še avstrijsko državljanstvo, oseba, ki ima zaposlitev v tujini, oseba, ki je finančno absolutno neodvisna od Rusije in to, da ona podpira vojno, to je njena osebna odločitev. Ona podpira agresijo, ona podpira terorizem, ona podpira današnji ruski fašizem. Tako bi ne bi dal v en kozarec takšno osebo, pa tistih, ki resno morajo obdržati molk, zaradi tega, da ne bi izgubili več kot službo. Kakšna je torej verjetnost, ko ocenjujete, tudi vi ste konec koncev mapirate zgodovino, gledate te dogodke, da bi iz šolskega sistema izganjali Čehova, Stanislavskega, Dostojevskega, kakšne tehnike igralske? Kaj menite, se nam to lahko zgodi? To podobno so že počeli, tudi v Sloveniji, ne sicer s temi avtorji. So vendarle, nekaj imena.
In to je seveda nekulturno dejanje, to je seveda za obsojati. Recimo jaz Ukrajino, koliko vem o njej zgodbo, da je imela 200 let zgodovine, tako imenovano obdobje razsula, razvaline. Skratka, ves čas se je tam nekaj dogajalo, tudi moj praded je ostal nekje v Bukovini. In celo nekako tam je en kraj Žabotin, ker mislim, da mogoče celo moj priimek izvira iz Ukrajine. Tako da Ukrajini sigurno želim vse najboljše, ne? Ampak zato pa ne bi demoniziral nobene kulture. Ne? Demonizirati ali obsojati ali preprečevati, koliko je mogoče, je treba noro politiko. A veste recimo, kdo je kriv za ukinitev ruščine v Ukrajini? Putinska izjava pred nekaterimi leti o tem, da Rusija se konča tam, kjer se konča ruščina. Oprostiti, v ta trenutku ruščina ni več bila samo jezik. Ruščina je bila instrument invazije, ruščina je postala orodje vpliva in seveda odgovor Ukrajine je bil jezikovni zakon, kateri močno omejil koriščenje ruskega jezika v Ukrajini. Hvala, gospod Putin. Seveda pa zadnja pika nad i, to je bilo uničevanje ruskojezičnega mesta Mariupol, polmilijonsko mesto, 90% stavb je uničenih. Tu je bilo streljanje, topovski pa zračne napade na 2-milijonsko, skoraj ruskojezično mesto Harkiv, mesto s prebivalstvom skoraj kot celotna Slovenija, je zdaj polovično uničeno. Zato jaz ponovno rečem, da Putin je veliko slabši kot nemški fašisti. Nemški fašisti uničevali tistih, ki so govorili v drugih jezikih. Putinski fašisti ubijajo tistih, ki govorijo v ruščini. Tistih, ki živijo v Sumah, v Mariupolju, v Harkovu. Za Putina ni nobene razlike v resnici, v katerem jeziku govori posameznik, ki živi v Ukrajini. Za njega obstaja edina razlika. On hoče uničiti celotno Ukrajino. To je njegov končni cilj, katerega nikoli ne bo dosegel. In s to mislijo pravzaprav zaključujemo današnjo Beletrinino debato. Hvala vsem, ki ste prišli. Hvala tudi tisti, ki ste nas spremljali preko spleta. Beletrinina debata je končana.